Dober dan vsem svetnicam in svetnikom, predstavnikom, prosim. Spoštovani župan, proceduralno po 35. členu prvi odstavek, če dovolite besedo. Prosim. Hvala lepa. Gospod župan, radi bi uveljavljali drugi odstavek 27. člena poslovnika občinskega sveta občine Bohinj, ki govori, če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član občinskega sveta. Ta člen bi uveljavljal na podlagi 37. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki govori o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov. Glede na to, da je občina Bohinj na podlagi vaše osebne vloge in vloge vaše soproge sprejela sklep, o katerem bomo danes govorili, o prenosu lastniškega deleža na vas, mislimo, da je kršen 37. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in bi se mogli izločiti iz vodenja te seje oziroma prepustiti se vodenje seje nekomu drugemu. Glede na to, da se je nekaj podobnega zgodilo že, da je občinski svet o tem že govoril leta 2013, ste vi takrat to prakso sami uvedli in ne vidim, in ste se takrat tudi sami izločili. Namesto vas je, če se prav spomnim, vodil sejo gospod Jeršič in mislim, da bi se ta praksa lahko tudi danes, da ni nobenega razloga, da se ta praksa ne bi danes spet upoštevala. Hvala lepa. Dejstvo je, da jaz v sami seji ne bom razpravljal, jaz samo vodim sejo in tukaj mislim, da ni nobenih razlogov za to, da te seje ne bi smel voditi. Ne bom pa razpravljal, ne bom pa dajal bom samo besedo oziroma bom vodil sejo. Tako da to je moje stališče. Potem bi vas pa jaz prosil, ker gre za kršitev poslovnika, da skličete sejo statutarno-pravne komisije, ki ima to možnost na podlagi bom člen povedal kasneje, da se komisija, statutarno-pravna komisija sestane in ugotovi, ali je prišlo do kršitve poslovnika ali ni, da takrat pa se seja prekine. Takrat boste naknadno to lahko ugotavljali, jaz bom sejo sem začel, bom pa upozoril na nesklepčnost te seje. Dejstvo je, da je nesklepčna, dejstvo je, da je Lista za Bohinj in pa svetnik SLS podal pisno izjavo in prosim, da za razloge za nesklepčnost, da prebere to izjavo gospa Jožica. Jaz bi imel še eno proceduralno, če dovolite. Sam moment. Tokrat pa kot predsednik statutarno-pravne komisije. Ja, skliceval bi se in prosim, če se dosledno upošteva 29. člen poslovnika o delovanju občinskega sveta, ki govori prvič, ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti in nič drugega. In nič drugega, brez razlogov. Drugič, predsedujoči na to ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo. Tretjič, na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnilo v zvezi z delom na seji in drugimi vprašanji. Torej bi zahteval, da se natančno uveljavlja prvi odstavek 29. člena, ki je jasen, ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov občinskega sveta mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti. In ne govori poslovnik o tem, da boste razlagali o razlogih, zakaj se nekateri niso udeležili te seje občinskega sveta. In prosim, če se dosledno držite, če dovolite, da dokončam, pa boste pa vi. In prosim vas, gospod župan, da se dosledno držite
prvega odstavka, ki je seveda logičen, ker če nekoga ni na sejo, je potem nekorektno, da bo on lahko razlagal o razlogih, zakaj ga ni na sejo, potem boste pa ugotovili nesklepčnost in mi ne bomo imeli možnosti odgovora na to. Zato je tudi tak prvi odstavek 29. člena in je smiselen. Hvala lepa. Vi ste imeli odgovor na to že z podanim gradivom, ki ste ga dali seji občinskega seje, podali ste svoje stališča in jaz mislim, da je prav, da tudi te, ki se ne bojo udeležili seje, utemeljeno razložijo, zakaj ne bojo prisotni na tej seji. Zdaj prosim. Potem pa lahko pridejo sem in to povedo. Prosim, oni so mene prosili in ne bom jaz bral. Vi ste samo predsedujoči, niste pa član občinskega sveta in prosim, gospod tajnico, če poda obrazložitev. Prosim. Jaz bi še enkrat prosil, proceduralno, če lahko dosledno upoštevate 29. člen, prvi odstavek in vprašajte pravno službo, lahko se dobimo na komisiji oziroma na statutarno-pravni komisiji, ampak nikjer ne piše, da boste vi, da imate možnost, da tistih, ki jih ni na sejo, lahko bi prišli pa povedali, tistih, ki ni na sejo, razlagajo o tem, zakaj jih ni na sejo. Lahko bi prišli, ker obstrukcija se dela na način, da prideš na sejo in potem odideš zaradi razlogov, ampak obrazložijo jih pa svetniki in ne vi v imenu njih. Svetnik sam. In zato je prvi odstavek 29. člena jasen. In lepo prosim, gospod župan, držimo se poslovnika in držimo se nekih pravil, ki smo si jih tukaj not zapisali. Hvala lepa. Travan, jaz se držim poslovnika in ne bom bral jaz, je pa dejstvo, da lahko nekdo obrazloži, zakaj ga ni na sejo. In to je dal pismeno in zato prosim tajnico, da to prebere. Potem bomo pa mi, gledajte gospod župan, potem bomo pa mi zdaj tudi odkorakali z te seje, potem bomo pa mi pisno vam dali čez 5 minut, zakaj ne, in potem bo gospa tajnica brala. Do kakšne absurdne situacije bomo pa prišli? Dajmo se držati enega reda, gledajte, nesklepčni smo, to je dejstvo, sejo bomo prekinili, ni nobenega problema, verjetno jo bomo mi še enkrat sklicali ali se ne bomo, če se bomo pogovarjali med sabo, ker mi smo tukaj zato, da se pogovarjamo, ne zato, da bomo izvajali sodišče ali pa karkoli, da pridemo do nekih rešitev. Zato to je bistvo občinskega sveta kot najvišjega organa. A je tako? Da se pogovarjamo. Ampak ne bomo to politično obračunavanje na ta način, kamor smo pa zdaj v zadnjem mestu padali, pa ni ne včasih ne ven, ne temu občinskemu svetu. In držimo se, prekinimo sejo, brez besed, ugotovite nesklepčnost in se bomo potem naprej pogovarjali. Meni se zdi to razumno in predvsem se držimo poslovnika. Jaz sem pa razumen in tiste želje, ki jih imajo ostali svetniki, ki jih ni tukaj, tudi zagovarjam in bi prosil še enkrat in prosim, da ne prekinjate, da preberete stališče. Potem vas pa obveščamo, da mi odhajamo. In bi prosil, še enkrat skličete statutarno-pravno komisijo, še enkrat bi vas prosil, da se statutarno-pravna komisija odloči, ali je prišlo do kršitev ali ne. Ker sicer bomo tudi mi zahtevali od gospe tajnice, da naše prebere, ker ima za prebrati. In smo prišli v absurdno situacijo in je popolnoma brez veze, da se tukaj pred kamerami zapenjamo, gospod župan. Popolnoma je brez veze. 2 leti smo dobro sodelovali, pametno gradili mostove, nihče nikomur nič noče, tukaj smo zato okroglo mizo, da se pomenimo. In ker danes ni zadostno število svetnikov, jaz verjamem, da jih naslednjič bodo, da se bomo pomenili. Samo za to gre, da se pomenimo. Zato sedimo in to je bistvo demokracije, da se pogovarjamo in ne, da na ta način zaostrujemo. 2 leti je ta občinski svet dobro sodeloval, uspešno smo gradili mostove in ni razloga, da bi bilo tako tudi naprej. In nehajmo delati burko. Dobro, kdo zdaj dela burko, ne vem, ampak pustimo zdaj to. V redu, naj bo zadeva taka, kot ste jo razložil. Glede na to, da smo nesklepčni, jaz končujem sejo, 4. izredno sejo.